Letos nas Sveti Oče na poseben način vabi, da zremo v lik svetega Jožefa. Tega preprostega, mnogokrat v tišini, a vendar predanega moža. Moža, ki je živel v kreposti. Bi rekel, bolj kot karkoli drugega, ki je pravzaprav v začetku v strahu pred to veliko nalogo, katera mu je zaupanja, pred to veliko skrivnostjo, a po Božjem posredovanju, v polni predanosti, skupaj z Marijo hodil to pot poslanstva, ki mu je bila zaupana. Nekoč sem molil litanije svetega Jožefa, v katerih sem zasledil vzklik Jožef najsrčnejši. A na tisti strani je bilo natisnjeno Jožef najsrečnejši. Lahko bi rekli, napaka, ki pa vendarle drži, ker ni to resnična sreča, da imaš ob sebi Jezusa in Marijo. To je pravzaprav želja vsakogar, da bi hodil skozi življenje z njima, z vso sveto družino. Tako je Jožef povabilo k življenju v zaupanju, k življenju po veri, upanju in ljubezni. Ob Jožefu je odraščal Jezus. Samo pomislimo lahko, kako je izgledalo življenje svete družine, ko je bil Jezus še majhen, kako ga je Jožef vzel v svoje roke, ga objel, so preživljali skupne večere. In na drugi strani, kako je Jožef skrbel, verjetno tudi tolažil, podpiral Marijo. Kako sta skupaj hodila to pot. In tudi pot do Betlehema zagotovo ni bila preprosta. Ko so že skupaj hodili vsi trije na poseben način. Pravzaprav je zanimivo, ker sveti družini ni bilo prihranjeno konkretno realno življenje. Ampak so se na tej poti pojavljale tudi težave. In v tem nam ravno prihaja naproti sveti Jožef, kako je z vero, zaupanjem in tudi z eno odločnostjo živel to pot, živel svojo vlogo očeta Božjemu sinu. Tako lahko zremo lepoto odnosov v sveti družini. Ta lepota pa je zagotovo žarela tudi iz svetega Jožefa, iz njegovega čistega srca, predanega, nenavezanega, svobodnega, srca polnega zaupanja. Zato je tudi za nas spodbuda in klic k življenju, k krepostnemu življenju, po posnemanju svetega Jožefa. Sveti Jožef svojih odločitev ni sprejemal iz strahu, temveč iz ljubezni, ki jo je konkretno živel do Jezusa, do Marije. Tako tudi nas vabi, ko hodimo skupaj z njima po poti do Betlehema, da naredimo tudi v tem adventu vsaj majhen korak, ki bo okrepil našo vero, naše upanje in našo ljubezen, ki bo okrepil našo predanost iskrenim odnosom, ki bo gradil naše medsebojno zaupanje.